To je Betik Alpaka. To je stroj za nastilati slamo, oziroma ponudca se ga tudi za futer, krmila, tako da je več v enem. Tale zadeva je ta najbolj mišljena za dvoriščne nakledače oziroma nakledalce, kot je tudi tale Atlas tle. Je pa več opcij priklopa, euro priklop, za marloja, kjerkoli v bistvu, tudi na trotučkovem ga se da pripeti. Tale zadeva je težka 650 kg, po dimenzijah je pa tako, širok je 1,70 m, pa 1,70 m je tudi visok, pa 1,40 m je tale odprtina. Še najbolj, da kar malo pokažem, pa odprem, ko gre to vanga. Volumen je 1,3 kubika, pa kakor se vidi, se to ponavadi skipa, pa poj zajame. Zato je tle tudi tale plošča iz Hardoxa, se to nuca pa po tleh drajsa, spodaj so pa kolesa, da se pelejo. Zato, da tale planka ostane cela, da ni zdrajsana. Spodaj se vidi 2 lopute na vsak stran. Tole ročko se pa dozira poj, koliko materijala ven leti, odvisen koliko je sipek, odvisen koliko je slama dolga, karkoli. Tako da, to je regulator. Noter sta pa 2 bobna. 2 bobna z Hardoxa, zato da to malo miksata pa premešata, pa da dozirata lepo na trak. Vse tole laufa prek hidravlike oziroma prek hidromotorjev. 2 lightinge sta pripete v nakledača, da je naredi tako krog. Tele 2 hidromotorja sta majhno odpotopljena zaradi širine, poganata bobne, tlele zadaj pa za trak. In ta trak se tudi izredno hitro vrti, levo ali pa desno, kjer do 3 metre vrže slamo. Da se pa regulirati tudi, evo, s tem regulatorjem potenciometrom, hitrost bobnov, glede na trak, odvisen kvaj noter, tako rečen. Tako da, evo, hidravlika. Tale trak, zato ko se hitro vrti, mora biti tudi kvaliteten, a ne? In je sestavljen, narejen iz konopljinih vlaken, da je to skrb drži, da je to dolga življenjska doba. Tudi ostal pleh je jeklen, močen, lik zaradi obrabe. Slovenca se pomatramo. Ta zadeva je v Sloveniji proizvedena od Brečkota po naše Betik, ena taka je noviteta. Minimalen pretok za tole zeleno zvorinco, da hidravliko pa vse žene, je od 40 do 80 litrov na minuto pri 180 barih. Poleg slame, krmil, futra, se poje tudi kanuca za žagane, sekance, a pa v bistvu za kjerkoli sipk material. Dobar, za kakšen pesek pa kakšen nek kamnet, ni no, verjetno. Zaprobat pa bo. Najbolj pa, da gremo ta prvo malo v slamo pa tak. Malo štalo zrihtati. Zdaj, da prvo zagrabu tole slamo, zmešano s kalcitom pa z vodo, bomo šli pa naprej. Dajmo pogledati. Testno kipanje. Pa zgasem pa to prilagaja, koliko da vola v hidromotorje, koliko deleč trak nese. Sem pa pozabil povedati, da smo na kmetiji Jagodič, tlele okolica Šentjurja. Imajo kar fajn štalo. Dajmo pa tole zajeli še enkrat, pa gremo pa nastilati. Tole mešanca slame s kalcitom pa z vodo, zato da se ne drobi pa, da ima bolj taka struktura. Za nastilati je pa je to kar fajn. Evo mukice, čakajo na svežo slamo. Pa ni bo treba na roki ali pa na šajtrho, pa na vile. Kaj dej krave?
Kako ste? V redu, a ne? Bo frišna s vama. Pa divaš? Aj, kuj treba pogledati, kaj je na uha, a ne? Zdaj pa še dosti ustal. Tole ima pa zdaj za futer. Tale zadeva je tudi fajn, tale šafla je malo bolj dostopna, se pa mrskit poj, če bo kakšna kogalem da narediti. Zdaj pa malo bolj počas dozira, zato da ne nese noge not. Zdaj je tale mreža, lahko je taka mreža, lahko je pleksi, to je pa zato, da se bo iz kabine vidi noter, koliko je še. Evo, malo posip je dol. Zdaj na ful izprazne. Zdaj je tamle regulator štela, so valjari čist primir. Zdaj pa kar malo vpri. Poj se da prilagajati z regulatorjem, doputam, da je pa res natančno naštelan. Malo smo pokazali, kako to dela, kako se to obnaša, kakšne funkcije so. Če kakšnega kaj več zanimal, se obrnite kar na BTEK, bom dal podatke zraven. Pa še nekaj, zdaj bo malo agritehnika v Hanover gor. In tudi BTEK bomo svoj razstaven prostor, tako da, če kakšen gor, pojte ga malo obiskat, drugače bom pa tudi jaz še malo kakšen prispevek naredil. To je pa to. Živ!